verjetno ste že pričakovali, da se bom tu oglasil. Najprej bom seveda ponovno protestiral zaradi ponovnega siljenja zakonov, ki gotovo ne izpolnjujejo poslovniških zahtev za obravnavo na izredni seji, da se jih sili na izredne seje. S tem se krši poslovniške določbe in krši predvsem parlamentarni red, predvsem pa se onemogoča vsem deležnikom in vsem, ki jih ti zakoni zadevajo, da bi lahko se opravila kvalitetna razprava, razmislek, izmenjava stališč in tako naprej, da bi zakoni pač po vsaki fazi, kot je predvideno pri rednih postopkih, dali čez te postopke. Zadnjič, predsednica, in že nekajkrat ste mi rekli, da za to vi niste odgovorni. Zelo ste odgovorni, kajti vi ste prva med enakimi tista, ki mora biti zgled spoštovanja poslovnika in gotovo zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je tako obsežen, tako daljnosežen, ki zadeva, bomo rekli, medgeneracijsko solidarnost, blaginjo sedanjih in bodočih upokojencev, najranljivejših, ne izpolnjuje poslovniških določil za uvrstitev na izredno sejo. Prav tako zakon o vrtcih, kjer gre še za en ideološki napad na zasebno pobudo. Kar ne morete se zadržati v levih koalicijah, da ne bi v vsakem mandatu vsaj nekaj zasebne pobude napadli. Kaj so vam naredili otroci? V teh vrtcih vzgajajo otroke, ki mislijo svojo glavo. Ki mislijo svojo glavo. In danes dobite tukaj pred parlament protest civilne družbe, ki ga v Novi Sloveniji močno podpiramo. In upam, da bojo procesi v družbi pripeljali do tega, da 2026 sprostimo ta pritisk, te napade, te poskuse ideološkega utišanja, ki so vedno hujši. Vi ste odgovorni za to, ker ne upoštevate, da ti zakoni, ki se jih sili, ki so tako pomembni, ki bi morali po rednem postopku, grejo na izredno sejo, čeprav ne izpolnjujejo poslovniških pogojev. Kolega Cigler Kralj, spet mene tlačite nekam, kamor me ne morete tlačiti. To ste poskušali z raznimi prijemi, med drugim s kazensko ovadbo, ki je bila zavržena. Ste dali krivo ovadbo. Dali ste krivo ovadbo, kolega Cigler Kralj. Ni treba mene učiti, ker vem, kako te stvari grejo. In ne me tlačiti, prosim, na odgovornost za izredne seje, za sklic izrednih sej, ker jih sklicujem skladno s poslovnikom. Predsednica, ne bom se ustavil in komentiral vaših neprimernih komentarjev mojega izvajanja, ker sem jih že navajen in jih seveda zavračam in ostro protestiram. Tako je, vi se pri teh sklicih izrednih sej in tiščanju zakonov, ki bi morali iti po rednem postopku, si umivate po pilatovsko roke, a ne? Jaz ne morem nič, jaz moram to sklicati. Ampak drugi odstavek 59. člena poslovnika vam pravi, da so lahko na seje uvrščeni zakoni, ki pač izpolnjujejo poslovniške zakone. Če imamo mi predpisan redni postopek obravnave nekega zakona, ga imamo verjetno predpisanega z namenom. Imamo potem tudi to v terminski plan uvrščeno in ga sprejemamo in potrjujemo. Ponavadi celo soglasno. Je res? Imam prav? Mislim, da lahko službe povejo, če temu ni tako. Imamo predpisan tudi skrajšani postopek. Imamo predpisan tudi nujni postopek. Jaz ne govorim o tem, da vi nimate legitimne pravice s politično večino pač sprejemati večinsko reform, če jih vi tako poimenujete, ali pa zakonskih sprememb in novih zakonov, za katere se odločite. To je legitimno. Na volitvah ste dobili večino in imate zdaj večino v državnem zboru. Ne zdi se mi pa prav in tu, predsednica, me ne boste utišali, ker vi hočete utišati opozicijo v delu, ko vas opozarjamo na vašo odgovornost pri spoštovanju poslovnika državnega zbora. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju smo uvrstili v termin, smo o tem glasovali in po rednem postopku mora pač dati svoje faze tudi časovno čez. Jaz vem, da se vi na to požvižgate, začenši z takratnim referendumom o Palestini, ko niste spoštovali 30-dnevnega roka, ampak glejte, bolje pozno kot nikoli, vsakič lahko človek prizna svojo zmoto, spremeni zadevo in gre naprej po rednem postopku. Zdaj vam bom pa jaz povedala resno. Zdaj pa nehajte s tem politiziranjem. Oprostite, vam bom jaz zdaj vskočila v besedo. Utišujete opozicijskega poslanca. Ja, zaradi tega, ker zdaj ste šel pa predaleč. Gospa predsednica, a res želite to delati? Res želite utišati opozicijskega poslanca? Zdaj vas bom utišala in bom povedala svoje, potem boste pa vi lahko spet nadaljeval, pa bova šla naprej. Ampak nehajte tlačiti Palestino. Mislim, da je bonton tak, da nekdo pove do konca in potem
drugi Kolega govorijo. Cigler Kralj, nehajte govoriti o Palestini, Mislim, da ko mi niste sposobni sklicujemo izredne poslušati seje. stališč, ki vam niso po Kolega godu. Cigler Kralj, večkrat ste se obrnili na različne institucije Niste glede sposobni mojega dela. poslušati stališč, ki vam Nikjer niso po niste godu. uspeli, nikjer. Dajali ste Predsednica, krive niste ovadbe. sposobni poslušati stališč, ki vam niso po godu. Mi ni potrebno poslušati zdaj tega stališča, ker se ne navezuje na tematiko, Mislim, ki jo da smo na obravnavamo. seji kolegija in da sem bil nihče jaz pri besedi. Tega ni Če dolžan želite govoriti, mi poslušati. vzemite besedo Kolega Cigler in Kralj, potem govorite. Kolega Cigler Kralj, držite se vsebine, ne Držal sem se tlačite vsebine. sem Palestine, ne tlačite sem mojih prejšnjih odločitev, ki so bila svoje trditve moram pravilna. tudi argumentirati, tako kot ste Ki prej so utišali bila kolegico Ergel, ste pravilna, zdaj kolega poskušali Cigler utišati Kralj. tudi mene. Kolega Cigler Kralj, A ste mi večkrat vzeli ste se besedo, obrnili na predsednica? kakšne institucije, nikjer niste uspeli. Ste In mi vzeli nehajte besedo? govoriti neumnosti, korelacij med Ali sem rednimi pri besedi sejami. jaz Ne, ali vi? niste zdaj pri besedi. Nisem, ste mi vzeli Ne. besedo. Nisem vam vzela besedo, Niste, a ne? ampak sem vam Potem sem jaz skočila pri zaradi besedi. tega, ker motite skačemo v red s besedo? tem, ko govorite stvari, ki so Ali bom takoj skačemo v dala. besedo? Skačemo v Zdaj vi besedo? meni skačete v besedo. Ne, jaz sem pri besedi, ste vi to Kolega Cigler povedali. Kralj, zdaj vam dajem opomin. Hvala. Prav, hvala lepa. Zapuščam sejo iz protesta zaradi Hvala lepa, vašega pa zapustite. avtokratskega vodenja. Hvala lepa. Jaz bom pa razložila, da ni korelacije med rednimi sejami in rednimi postopki. Tega ne pozna poslovnik. Redni postopek se lahko, torej zakon, ki se obravnava po rednem postopku, se lahko, če je vložena zahteva, obravnava na izredni seji. Eno in drugo med seboj ni nujno povezano. Ni.